Živijo, dobrodošli na epizodi podcasta Umetnost lenarjenja, malo posebni epizodi. Jaz vedno rečem, da si želim, da vsak moj pogovor, ki ga objavim, je nekako tak, da ga lahko posluša kdorkoli in najde noter neko vrednost. Danes pa priznam, da je ciljna publika nekoliko ožja in mislim, da bo ta današnji pogovor dragocen predvsem za starše. Z mano je profesor dr. Ljubica Marjanović-Umek, doktorica znanosti in profesorica na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani, kjer že več kot 40 let poučuje razvojno-psihološke predmete. Ima tudi več kot 1000 strokovnih znanstvenih objav na temo otrokovega razvoja, predvsem v povezavi z okoljskimi dejavniki, kot so družinsko in vrtčevsko okolje. Profesor Marjanović, med drugim tudi prejemnica večjih zelo velikih priznanj in nagrad, med drugim državno nagrado Republike Slovenije za področje šolstva in priznanje za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja. Društvo psihologov Republike Slovenije pa je dalo tudi priznanje za popularizacijo znanosti v javnosti in ona je, moram reči, fantastična sogovornica na temo otrok in to je bil en pogovor, ki sem se ga jaz kot starš 3-letne hčerke izjemno veselil in si celo želim, da bi ga lahko poslušal še preden se je Mina rodila pred 3 leti, ker bi mi tudi takrat ogromno pustil. Jaz mislim, da bo ta pogovor pisan na kožo marsikateremu staršu tudi zato, ker ko pride do vprašanja vzgoje otrok in odraščanja in razvoja otrok, ima najbrž vsak neko svoje mnenje. In ogromno je nekih tudi daljnih sorodnikov, spletnih komentatorjev, sosedov, ki mladim staršem vsiljujejo nek pogled na to, kaj je permisivna vzgoja, kako biti asertiven, kako se je treba obnašati do otrok, kdo nas zdaj tle izsiljuje. In v tej poplavi informacij, sploh pri nečem tako važnem in čustvenem, kot je vzgoja lastnih otrok, je super vedeti, kaj pravi stroka, kaj pravijo znanstveniki, kaj pravijo ljudje, ki imajo 1000 ur v raziskovanju otrok, razvojni psihologiji, kaj torej vemo, a ne? Gre torej za to, da najdemo nek objektiven okvir stvari, ki enostavno so res in držijo, a ne? In potem znotraj tega okvira seveda razvijo vsak od nas neko personalizirano strategijo, bazirano na našem temperamentu, na temperamentu otroka in tako naprej. Večini staršev, bi rad rekel, vsem staršem je skupno to, da ne želimo narediti nič slabega, da želimo predvsem dobro vplivati na razvoj otroka, velikrat pa iz neznanja delamo škodo in to vrzel, to neznanje, upam, da veliko enega tega neznanja razblini ta pogovor in mogoče razjasni kakšne stvari, na katere prej nismo pomislili. Za konec bi se zahvalil še pokrovitelju današnje epizode A1 Slovenija, ki me je tudi povezal s profesorom Marjanović, za kar sem zelo hvaležen. Oni imajo tudi en skupni projekt, pri katerem profesorica sodeluje, imenuje se Lahkonočnice. Dal bom link spodaj, lahkonočnice.si, gre za en družbeno koristen projekt, v bistvu brezplačno dostopnih več kot 160 pravljic, ki so pripravljene na način, da spodbujajo otrokov razvoj, pripomorejo k uspavanju, v glavnem super zadeva, zelo lepo vabljeni, da pogledate. Tudi vse ostale stvari, o katerih smo se pogovarjali s profesor Marjanović, bom napisal spodaj in dal vse ustrezne povezave. Hvala, ker me spremljate, hvala za vašo pozornost in upam, da bo ta pogovor tudi vam dal tako zelo veliko, kot je dal meni. Nadaljujeva. Kar sem hotel vprašati, pa nisem čisto vedel, na začetku ali na koncu, kot zaključno misel ali kot otvoritev. Ne vem, če imate otroke? Imam otroke. Otroka? 2? Ne, od enega otroka. Enega otroka. Pa tako. Imam hčerko, ki je že odrasla in imam vnukinjo, ki v naslednjih dneh vstopa v najstniška leta. Lepo. No in zdaj me zanima, kaj ste te oni dve naučili napram vseh vaših knjig in to, a se človek vseeno v praksi spozna kaj drugačnega ali pa novega?
zanesljivo. Pri hčeri se mi je zdelo v prvih mesecih, mogoče celo v prvem letu, da delam kar mogoče malo preveč po knjigah, oziroma da so moje pričakovanja, kaj vse se bo zgodilo, vezane na to, kar piše o razvoju dojenčkov. Pa sem potem relativno hitro ugotovila, da je bolje, če se posvetim bolj njej in ne primerjavam nje z knjigami. In nekaj, kar me je zanesljivo naučila, je, da je najbolj, jaz bom rekla, veljavno, najbolj uspešno za vsakega starša, če zmore vzgajati svojega otroka, kar se da naravno, ampak vezano na opazovanje otroka in na spremljanje, glede na to, da so si med seboj tako zelo, zelo različni. In otroci so tisti, oziroma otrok je tisti, ki pove, kdaj ima nečesa dovolj, tudi če še ne zna govoriti, kdaj bi nekaj rad, pa ne zna sporočiti, kaj bi, kdaj se nečesa boji, pa tudi ne ve, kako bi povedal, ali pa ga je strah že povedati, da se boji. Skratka, v čim bolj različnih teh kontekstih spremljati otroka in se na njega iskreno in čim bolj naravno odzivati, se mi zdi, da je neka pot, ki slej ali prej starša pripelje do tega, da se ujame v teh vzgojnih prijemih skupaj z otrokom in potem zadeve stečejo. Potem je pa še neka prednost, to je bilo pri hčeri, pri vnukinji je pa vse bolj spontano teklo. Zelo dobro se zavedaš, da nisi ti odgovoren za vzgojo, ampak si neke vrste podpora, kar pomeni, da v večji meri razvajaš to dete, da sicer spoštuješ to, kar se starši dogovorijo, ampak razvajanje ostaja in ostaja neka neobremenjenost, ki vodi v še bolj pristen ta čustveni odnos in manj mogoče to dnevno rutino ali pa neko doseganje ciljev in podobno. Ste me takoj kar lepo pomirili, ker sem imel občutek najprej, da bom šel iz tega pogovora tako res prepričan, da delam vse premalo strokovno, seznam knjig bom imel in tako, ker mislim zelo spoštujem to nekako globino oziroma širino kakorkoli tega področja, kakor ste se poglobili, kakor sem prebral, imate več kot 1000 objav na temo, pač strokovnih na to temo in mi je krasno, ko rečete, da je intuicija še vedno pomembna in opazovanje. Tukaj vidim mogoče eno skrb, če starš ni dovolj prisoten, tudi psihično, ne samo fizično, se pravi, čuječ prisoten z otrokom, najbrž ne opazuje tako podrobno otroka in njegovih potreb, kot bi lahko. Ja, ta prisotnost je pomembna. Zdaj, mi jo ponavadi ne merimo in tudi meni ni blizu, da bi jo merili v količini in da bi potem izdelali neka priporočila, koliko naj bo, na primer, mama, oče dnevno prisoten, ker se zdi mnogo bolj pomembna kot ta količina, kvaliteta prisotnosti. Torej, takrat, ko si z otrokom, moraš biti z otrokom. To je bilo pred 30-40 leti po svoje lažje, ker je bilo manj teh zaslonskih tehnologij in te niso vabile k temu, da si hkrati za zaslonom in pri otroku. Zdaj je to neka dodatna ovira oziroma neka nevarnost, s katero se sodobni starši zanesljivo srečujete. Sicer pa, če stavimo na kakovost in ne na količino, je res pomembna ta vzpostavljen odnos v tistem času, ko si z otrokom, pa je to lahko tudi 10 ali 15 minut dnevno, zelo veliko za njega, če se on takrat dobro počuti, če se ti dobro počutiš. Skratka, če ni to dejavno zaradi dejavnosti oziroma neko delo z otrokom zato, ker veš, da moraš delati, ampak je to nekaj, kar si želel sam ali pa kar ti je otrok nakazal in si ti v to tako imenovano igro vstopil. To je meni tudi malo pomirjujoče iz vidika nekoga, ki dežura in ki je večkrat razmišljal o tem, a se splača, toliko službe, vikendi, prazniki, kaj pa moj otrok, ne samo enkrat bo mala, pa to. In sem tudi prišel do tega zaključka, pa nekje sem prebral, da če ti priješ iz službe vseeno izpopolnjen, pa delaš nekaj, kar te mogoče veseli, čeprav veliko delaš, boš z otrokom delil to, in tudi kako bo otrok s časoma mogel dojeti, da služba ni zato, ker grem tja trpeti, ampak je neke vrste stvar, ki jo tudi želim delati, da
življenje ni prazno. Ne vem. Ja, pogoj je, da je ta odrasla oseba pomirjena, da je ona pravzaprav zadovoljna sama seboj, svojim načinom življenja, potem se ta čustveni stik relativno hitro spostavi. Je pa res, da je v teh stikih z otroki zelo pomembno, da se vzpostavi neka ta varna čustvena navezanost, kar pomeni, da bo začel že malček in že dojenček, potem malček in otrok razumeti, da bo imel starša, enega ali drugega, ali pa nenazadnje tudi starega starša, vedno na razpolago takrat, ko bo v neki posebni situaciji, takrat, ko mu bo hudo, takrat, ko bo na primer bolan, ko se mu bo nekaj posebnega zgodilo, ko ga bodo preganjale po noči čudne stvari, torej, da takrat lahko pokliče, lahko vpraša, lahko pove. Če bo to spostavil, potem se bo ta varna čustvena navezanost zanesljivo spostavila in starši bodo postali vedno bolj občutljivi na to, kako se otrok odziva, kako se vede v okolju, in mu bodo temu primerno nudili tudi oporo. Sej otroci ne potrebujejo, da 5 ur dnevno ali pa še več dobesedno visimo na njih, da jim reguliramo se vedenje, da mi izbiramo namesto njih, da se mi igramo namesto njih. Torej, to je samo navidezno ukvarjanje z otrokom. Otrok tega ne potrebuje, vsekakor pa tudi mi tega ne zdržimo. Ja, zelo lepa misel. To se mi zdi, da mogoče, da sporočimo otroku, življenje se dogaja in ne bom vedno tu, ampak ko potrebuješ in ko bo stiska, ne boš sam. Ja, to mi zdi lepo. Meni je bilo zelo težko iti v dežurstvo vedno, ko je bila Mina bolna. Pa je bila Ester z njo seveda, ampak v tem času vrtca, tako sem imel tak občutek, da malo izdajam svojo družino. Po drugi strani pa v službi manjkaš, imaš bolniške nege, se ti zdi, da ne moreš tudi 100% biti tam. Tle sem imel nek konflikt. Se mi zdi, da nisem niti 100% starš, niti 100% zdravnik, pa se mi zdi, da moraš malo tudi biti prijazen do sebe, ker v vsem tem si še ne prespan in imaš en kup stvari, ki jih želiš doseči zase, za otroka. In mi je to lepa misel, te kvalitete nad kvantiteto. Ja. Pa seveda se trudim in vsi se trudimo, da si dovolj z otrokom. Je tudi nekako pogrešaš ga, če nisi. Gotovo, ampak neko zmerna količina tega časa, ker sicer zanesljivo potem kvaliteta pade. Ja. In sama količina jo pa ne more nadomestiti kakovost odnosov. Zdaj sva malo rekla že o tem, kako vseeno pride neka intuicija, opazovanje, odzivanje na otroka. Koliko časa pa bi mogli starši recimo nameniti aktivnemu izobraževanju vseeno? Ne vem, kakšne knjige, branje, kakšni tečaji, recimo o razvoju, o mejnikih, o spodbujanju, o obnašanju ob otroku, o reakciji na čustvene izbruhe, stiske. A so to vseeno ene stvari, ki jih lahko nekako delaš škodo, če si mogoče nikoli ne prebereš ali pa ne poslušaš nič na to temo? Sem prepričana, da ja. Veste tudi, da potem starš ravna precej naravno, da vključi svojo intuicijo in se glede na, lahko tudi, če ima sorojence, na otroka A odziva drugače kot na otroka B. Torej, to vse je potem, ko že imate neko podlago. Nekaj je treba vedeti, nekaj je treba prebrati o tej stvari. Jaz osebno sem pravzaprav na nek način že desetletja zagovornica tega, da bi na primer že v materinski šoli, v katero prihajajo bolj ali manj vse nosečnice, da bi program pravzaprav v mnogo večji količini zasičili tudi z razlago tega, kako poteka razvoj dojenčka in kasneje malčka, kaj pravzaprav sploh pomeni potreba po zgodnem odzivanju na dojenčkove potrebe, ali se je potrebno vedno odzvati, ali je potrebno začeti že zgodaj spodbujati vsa področja razvoja in kako. Torej, če si popolnoma neopremljen z tem znanjem, potem je seveda varianta ta, da na srečo imamo v slovenskem prostoru zdaj kar veliko
tudi strokovnih, ne samo znanstvenih besedil, bodi si v knjigah ali pa v člankih, ki povedo kaj o razvoju otroka. Če si starši tole utegnejo in preberejo prej, potem bodo mnogo lažje na nek način opravičevali svoje ravnanje, se potrjevali, kar je zelo pomembno, ker starše običajno skrbi, ali delajo prav ali ne. In potem prepogosto sprašujejo kar tako, ne, sosede, pa na igrišču. To so pa te teorije, ne, ko ima vsak svojo. To niso v strokovni jezik prevedeni znanstvena spoznanja, ampak so, ne vem, moje lastne izkušnje, ki so lahko sicer dobre, ampak so v odnosu med menoj in mojim otrokom in zato čisto drugačne, kot so morda med vami in vašim otrokom. Zato bom jaz vsakokrat priporočala, da se le v času nosečnosti starši že pripravljajo z branjem tozadevnih besedil in še enkrat pravim, če ki ponujajo programe, kjer lahko tudi kaj slišiš, kaj vprašaš, se o čem pogovoriš za strokovnjaki oziroma strokovnjakinjami, je to verjetno zelo dobrodošlo za bodoče starševstvo. Tukaj bi jaz rekel, da ta izziv zaslonov sva izpostavila, ampak je pa ena prednost, namreč recimo jaz sem velik na Instagramu, ogromno zelo dobrih kvalitetnih profilov je. Ponavadi so to mlade mame, pač mame, ki so tudi recimo psihologinje. Skoraj vsi ti, ki jih jaz sledim, so dejansko psihologinje razvojne, ki seveda najdeš tiste, ki so največje po sledilcih in tiste ponavadi so najbolj karizmatične in najbolj podajajo tudi ta, in to sva z Ester midva gledala že pred rojstvom in veliko stvari, ki jaz ne bi, pa sem zdravnik, niti pomislil, tam izveš. In sem bil zelo hvaležen, bi pa mogoče kar tle vprašal, recimo, če gre področje dojenčka, ne, res to najbolj zgodnje. Jaz sem imel vedno občutek, da takrat vseeno delam lahko malo manj škode kot zdaj. Ne. Recimo, govorila sva o teh bodi z otrokom, ko si z otrokom, vem, da ko je bila stara, ne vem, 2 meseca, recimo, pa je bila pač tam na tleh pod tistim obročem ali brcala. Sem jaz tudi kdaj pogledal maile, a ne, na telefonu, zelo sedel, pa se mi je zdaj, bom jaz to malo multitask, pa mi je bilo zvečer vedno malo žal, ne, ker zdaj bi jo gledal, če bi lahko še nazaj. Ja, ampak zdaj recimo, ko je ta mala stara 3 in me aktivno opazuje ves čas, nikoli ne bi tega naredil. Kaj je torej na kak način lahko recimo že zgodaj spodbudiš razvoj otroka, takrat, ko se ti zdi, da niti ne vidiš še dobro, da samo nekako čuti tvojo prisotnost? Ja, veste, prva leta, tja nekako do 3. leta starosti, mi pravimo, da so občutljiva leta oziroma da je občutljivo obdobje za razvoj na popolnoma vseh področjih. Na gibalnem, na zaznavnem, na govornem, na miselnem, na čustvenem, na socialnem, torej na vseh področjih. Ne glede na to, da se seveda dojenček nikoli ne odziva primerljivo, kot se odziva kasneje malček ali pa otrok, ko pove, da je nezadovoljen, ko prosi, da nekaj počnite za njim, ko da idejo in podobno, tega vam dojenček ne da. Pa vendarle, če greva nazaj na vaš primer, torej na ležanje pod obročem in mobili, ki visijo nad njegovo glavico in blazina, in vse to, kar se tam okoli dogaja. Torej, to je idealna spodbuda za razvoj na eni strani zaznavanja, na drugi strani mišljenja, dojenček misli. To, da ima on možnost, da se teh stvari dotika, da jih kasneje spravlja sam v neko dejavnost, da ugotovi, da če zaniha neko kroglico, se bo ta gibala hitreje, kot v primeru, da če se jo po naključju dotakne ali pa če se jo sploh ne dotakne, bo proizvedla zvok in podobno. To so te zaznavne izkušnje, ki jih mi skupaj z gibalnimi, kar pomeni, ko se začne dojenček obračati, ko se začne kasneje plaziti. To je sploh izredno pomemben imenik v njegovem življenju. Te izkušnje torej skupaj tvorijo neko začetno stopnjo v miselnem razvoju, ki jo je ta poznani razvojni psiholog Piaget imenoval zaznavno gibalna stopnja v razvoju mišljenja.
On torej izkušnje zaznavne in pa gibalne dobi kot osnovo za to, da lahko misli, za to, da si začenja kasneje, kar leta bodo še minila, oblikovati svoje predstave in pa svoje prve predpojme, pojme v glavi. Zdaj pa, ali takrat, ko to on dela, rabi podporo odrasle osebe, rabijo seveda na tej ravni, da mu sploh to zagotovimo, da mu zagotovimo čim bolj raznolike dražljaje, da ne leži vedno na istem mestu, naprimer v posteljici in lahko gleda v zrak. In steno, oziroma strop, ki je po možnosti ves čas enak, pobarvan za neko barvo, torej to niso zagotovljene pogoji za njegovo zaznavanje. On se mora stvari, poleg tega, da jih vidi, jih mora imeti možnost se dotikati, možnost okušati in menjava teh dražljajev je pomembna zato, da bi bil otrok dejaven, to, da je dejaven, je pa pogoj za to, da se bo razvijal na miselni ravni. In zdaj, če smo pogoje zagotovili, kar pomeni, da na nek način menjamo stvari, otroka premikamo v nekoliko različna okolja, pa ni potrebno, da so to samo igrače, lahko je tudi pod drevesom ali pa kjerkoli v naravi, potem smo seveda ta prvi korak naredili. Vendar hkrati je pomemben tukaj še en korak, namreč dojenček bo to počel, kar on zmore. In zmore relativno veliko za svojo starost, če se bo počutil čustveno varno. Čustveno varno se pa običajno le počuti, če ima možnost pogledati vam v oči vsake toliko časa, če vidi, da ste tam nekje. Zdaj, v trenutku, ko vi tudi pri dojenčku svoj pogled usmerjate v zaslon, ga on stika z vašim obrazom, z očmi, ne bo našel, če ravno bi ga rabil. In ta stik je za njega prvi stik, je najbolj pomemben stik. Zato je pravzaprav potrebno, da smo vsaj en del tega časa, ki ga dojenček na ta način nekje preživi, dejansko tudi v stiku z njim, da mu govorimo, to je pa drugo pomembno področje, on ne bo vprašal, ampak pomembno je, da mi govorimo. To je rdeča kroglica, ta je pa rumena, a vidi, zdaj se pa premika, bravo, ti si jo premaknil in podobno. On bo odgovarjal na ta način, da bo bolj intenzivno se začel gibati, da bodo njegove kretnje nakazovale, da je nekaj razumel, da bo za gestami najprej se nasmihal, kasneje se bodo tudi smejal ali pa obratno, jokal. In to je pravzaprav ta prva komunikacija, ki je izpostavljajo z osebo, na katero je čustveno navezan. Z osebo, ki je ne pozna, s katero ni v nekem čustvenem odnosu, te komunikacije ne bo vzpostavljal, ampak ta komunikacija, to zgodno sporazumevanje je osnova za njegov razvoj govora. Zato je pravzaprav nekako ta zakonitost, da bodimo z njim, torej z dojenčkom, malčkom, otrokom, takrat, ko smo intenzivno, univerzalna. Ni vezana na to, da bi starejši otroci, ko nas razumejo že kot model vedenja in nas posnemajo, bili pravzaprav bolj kritični do tega našega vedenja in se mi bolj zavedamo naše vloge, da je to tako zelo pomembno samo za njih. Jaz osebno mislim, da je pomembno to za vse, torej tudi dojenčke v prvih mesecih in predvsem v druge polovici prvega leta in potem ves čas naprej. Ja, zelo razumljivo. Mi je jasno, in najbolj tudi v trenutku, ko neki zaruka in zaruži in ga prestraši, da tudi čuti, da si ti takoj zraven in lahko v bistvu varno raziskuje, da ga ne boš pustil samega. Mi je pa to kar strašljiva izjava, da smo mi model vedenja za otroke, ker ko vidiš tega krasnega, malega, neoporečnega, nedolžnega, lepega človeka in potem razmišljaš, da te res tako izrazito opazuje, še bolj kot mogoče kdaj sami pomislimo. Jaz se za vsak izbruh, za vsako stvar, na kateri reagiram ne popolnoma optimalno, za ponoč kdaj, ko sem že slabe volje, pa rečem, pa dej že spi, pa dej nehaj metlene, ker bi se ona še stiskala, se potem toliko bolj sekiram, ker res se mi zdi, da v njenih očeh sem jaz nekak predstavnik tega, kako se je treba obnašati najbrž, ne? Ja, čeprav bom rekla brez panike v tej točki, ker a veste, otroci prevzemajo večinsko vaše vedenje.
ne prevzemajo vsake Mhm. kretnje, vsake besede, ki je rečete. To se morajo tudi naučiti in se postopoma učijo, da so tudi oni tisti, ki so povzročili vedenje, ki ni prijazno, in da ne bodo kasneje v življenju deležni vedno samo pozitivnega odzivanja, ne vem, sovrstnikov ali pa drugih odraslih oseb. To je dobra Tako poanta, da ne gre samo za neko idealiziranje, da zdaj nimamo idealnega modela, ki bi naredil vedno čisto vse tako, kot bi, a ne po neki teoriji, lahko bilo zapisano, v praksi pa ne more živeti. Torej, še enkrat, ne, torej on bo, ko govorimo o teh različnih oblikah, ne vem, od avtoritarnih, demokratičnih in podobnih slogih staršev, gre za to, da otrok prevzema od staršev prevladujoče ravnanje v odnosu do njih, in ne to, da ste imeli pa slab dan, ali pa tudi 2 ali 3 in ste ravnali drugače kot sicer, in zdaj je pravzaprav to nepopravljiva škoda. Tako hudo ni. Vse to se sliši zelo logično, da predvsem ta del, da bojo tudi v življenju nekateri mogoče bolj kolerični, nekateri manj pravični, s katerimi bo v stik prišla, in mora biti mogoče na to pripravljena. Opremljena za tem. Ja. Zdaj govorila sva tukaj mogoče eno provokativno podvprašanje, govorila sva malo o tem, kako so te igre z stvarmi, ki so drugačne barve, pa lahko prime, pa začuti, pa se spremeni, pa spodbujajoče, ampak kaj pa tukaj je mesto ekranov, recimo, ne? Ker vemo, da na telefon ali pa na televizijo lahko daš pa čist karkoli, od barv, do oblik, do zvokov, zakaj torej, a ne, tako za zgodnji razvoj tako odsvetovano? Ja, je odsvetovano, jaz podpiram absolutno. Nimajo malčki oziroma dojenčki z zaslonom kaj početi tja do svojega 2., 3. leta starosti. Oni rabijo kroglico, ki je rdeče barve, ampak jo lahko primejo v roko. In jo dajo, hkrati jo tipajo, enkrat je hrapava, enkrat je gladka, enkrat je ne vem, bode, drugič je mehka. In dajo jo mogoče še v usta, zato moramo seveda pri izboru igrač vsakokrat znova paziti pri dojenčkih. In torej mi zbudimo na ta način pri otroku različne zaznavne izkušnje, in tisto, kar je ključno, je, da on rokuje za temi predmeti. Da bo ta predmet pravzaprav pod njegovim vplivom, on ga bo vodil, ne? Torej vodi ga pa miselno pripeljal do tega, da bo pokazal drugo stran. Najprej pokazal rdečo, potem pa rumeno stran tega predmeta, ali da bo ugotovil, da se premika, če ga porine, če ga ne porine, pa stoji, če ga močno porine, pa gre hitro naprej. Skratka, zaznavno-gibalne izkušnje pomenijo dejansko izkušnje. Ne pomenijo, da ti gledaš v zaslon, pa jaz se zdaj v ta zdravstveni del seveda ne bom spuščala, kaj to pomeni sicer za biološki razvoj otrok, ampak gledanje v zaslon pomeni, da mentalno breme dejavnosti prevzame namesto tebe nekdo drug. Res je, vse se sveti, se premika, blešči in podobno, ampak to je za dojenčke in za malčke moteče. To ni spodbuda k njihovemu zaznavnemu razvoju, gibanja pa tako ni. Tukaj gre pa za kombinacijo enega in drugega, zato da bi spoznal, kako predmeti ali pa ne nazadnje lahko tudi osebe, živali, kakorkoli, a ne, v tem prostoru živijo in kaj počnejo. Tako da zaslon ne bo mogel nikoli opraviti tega, kar lahko opravijo konkretne igrače oziroma predmeti. Ja, to se mi zdi kar pomembno sporočilo. Velikokrat vidim v kakšnih restavracijah, je pač tako, ne, starši bi se malo usedeli pa pogovorili, pa otrok ne bi seveda pri tem sodeloval, se pa kakšna tablica potisne v roke. Ne. Lahko pa tudi papir pa barvice. Tako, pa koriz v primeru papirja in barvice, to smo delali že od nekdaj, ali kakšna, ne vem, igrica, ne, zdaj odvisno, koliko je star otrok, ki jo bo imel on v roki, kjer bo on za njo nekaj počel, in ne tam, kjer ga bo zaslon spravila vedno bolj v pasivno odzivanje, a ne, on je pravzaprav zelo pasiven, a ne, ko gleda v zaslon. Mogoče se zdi komu to zanimivo, ker potem tudi zaspi, ampak z vidika spodbujanja razvoja ni ugodno, pa tudi z vidika spanja ni najbolj ugodno, ker so pravzaprav dražljaji običajno premočni. Aha, tako je. Jaz sem tudi eno stvar opazil pri hčerki,
In sicer, da ko je čas, da se prekine, recimo ta živžav ali piki ali kaj gleda, je njen odziv mnogo bolj intenziven, kot če bereva, pa rečem, zdaj bo pa nehala brati, ali pa riševa, pa rečem, zdaj bo pa šla kaj drugega delati. Tako kot, zdaj porabim, ne vem, odvisniško vedenje, ampak tako, res kot neka odtegnitev in pol minute, 2 minuti je malo kričanja, pa ne, pa ni v redu. Pol seveda gre naprej in je vse v redu, ampak tako se mi zdi, da je vlek tega medija je pa močen. Ja, zelo močen in ravno tem, da je tako močen, je pravzaprav njegova, če smem reči v navednicah, pomanjkljivost, ker pravzaprav spravlja vstopamo v neko odvisnost, ne? Ti si odvisen od teh močnih držljajev, ti nekaj običajnega, tihega, mirnega, nekaj, kar moraš ti spraviti v dejavnost, niti ne zmoreš več narediti, ampak čakaš, da bo to naredil nekdo drug. In seveda zaslonske vsebine izkoriščajo to, ker se ve, ne, da intenziven, močen držljaj prej vzbudi pozornost, kot pa neki držljaja, ne, ki ni intenziven, ki ne menja hitro, ne, svoje podobe. Tam je pravzaprav potrebno, da otroku ne bo dolgčas kar nekaj njegove lastne domišljije, nekaj napora miselnega, ki ga mora on vložiti v to, da se v njegovi glavi kaj dogaja. Ja. Zdaj, kolikor res razumem, ste res bolj ukvarjate z malimi otroci pa z razvojem, ampak me tako zanima, kaj pa potem, ne? Če greva na 8-10 let starosti pa najstništvo. Iz mojega konkretnega primera, ki sem v tem času ogromno računalniških igric igral, tudi preveč mogoče kdaj, in absolutno sem tudi kdaj kazal kakšne odvisniške vedenja od tega, da če je pa trkala elektrika, sem se kar trest začel in tako. Ampak, ko pa gledam nazaj, se mi pa zdi, da sem vseeno ogromno neke domišljije, nekih sposobnosti potem pridobil reakcijskega časa, znanja jezika, tudi kar pišem, zgodbe v glavi, ki se mi formirajo. A je nekje vseeno mesto takih stvari v razvoju otroka, oziroma tukaj mladostnika bolj kot otroka? Ja, tam nekje po 7-8 letu, ko otroci prehajajo iz tega preoperativnega, konkretnega mišljenja, ko res rabijo stvari v svoji okolici, v to smer abstrakcije, so digitalno posredovane vsebine ena od spodbud, ki so drugačne od siceršnjih, ne, teh vsebin v realnosti, in daleč od tega, da bi bile vse same po sebi škodljive. Jaz mislim, da imajo celo zasloni neko možnost, neko moč, ne, da prikazujejo marsikatero stvar na drugačen način, ki pač ne moramo najti v naravnem okolju, da prikazujejo stvari, ki se dogajajo na način, ki ga tudi ne more, zlasti ne otrok, če je sam, simulirati, ne, ker pomeni, da se otrok uči nekega strateškega vedenja, ravno skozi to igranje igric, torej načrtovanja, razumevanja potez nekoga drugega, ne, v tej igralni situaciji, neko taktiko, ne, neko, ne vem, vztrajnost, nenazadnje, ne, v teh igricah se pogosto zgodi, da hoče na vsak način popraviti svoj lastni rezultat ali pa biti boljši, kot je virtualni soigralec oziroma soigralka. In to so vse te spoznavne zmožnosti in veščine, ki seveda delajo mišljenje lahko bolj fleksibilno, bolj odprto, bolj nasičeno z nekimi novimi držljaji, pri čemer pa obstaja ena sama, po moji presoji, velika nevarnost, da je tega preveč. Ne, da je pravzaprav, da te vsebine tako potegnejo ravno zaradi te nepotrebe po, na primer, pogajanju z sovrstniki, ali je moje prav, ali je vaše prav. Ni potrebno, da se kar naprej nekaj prilagajamo. Ne? Torej, tle na zaslonu lahko to naredimo drugače. Ne? Tukaj naredimo tako, da izberemo to, da smo mi tisti, ki vodimo neki proces, ne? Bodi si pridobivanje informacij ali pa v igri, in zato je pravzaprav seveda to nekaj, v čemer kar močno potegne otroka in pelje v smer tistih avtorjev in avtoric, ki pravijo, smo na poti k odvisnosti, smo na poti, da zgubimo ta socialni čut, da zgubimo empatijo. Empatije ne morete razviti ob zaslonu. Socialnega razumevanja, vedenja drugih ljudi,
ki so vezana na kontekst, na različnost teh ljudi, tudi ne morete razviti ob zaslonu. Tukaj so zadeve bolj ali manj predvidljive, informacijsko posredovane ali pa logične, strateško dovolj daleč speljane, niso pa vezane na to, kar nam v zadnjem času tako zelo primanjkuje, oziroma primanjkuje otrokom, ne nazadnje tudi odraslim, socialne veščine, zato da bi znali se povezovati, sodelovati in živeti v skupnosti. Tega vam pa zasloni tudi v obdobju, če hočete, poznega otroštva ali pa mladostništva nikoli ne bodo nudili. Zato je treba omejiti. Ja. Preprosto omejiti količino časa, ki ga pač lahko mladostnik, mladostnica preživi ob zaslonu. Tukaj se mi zdi važna ta poanta empatije, ker tudi ko gledamo kakšne spletne, ta bullying in ustrahovanje in nadlegovanje in komentarje spletne in to se mi zdi, da nekje sem bral enkrat eno raziskavo še v času pisanja svoje druge knjige, ko sem to malo bolj se poglobil, o tej empatiji, kako izgine, ko gremo na nek forum in se tam znašamo en na drugim, tudi zato, ker ti takrat ne vidiš tega človeka pred sabo. Kako bo reagiral. In tudi mi smo zelo narejeni, da beremo obraze. Tudi recimo ta center za prepoznavo obrazov je v bistvu eden prvih, ki se pri rojenčku razvije, da mamo vidi. In tudi, če pogledate kjerokoli sliko hiše, pa ima 2 okna, pa vrata, je tako človek malo brst notorišče, v takih vsakdanjih predmetih. In tudi, če ti ne veš, da zdaj, recimo, sem jaz nekaj rekel, pa ste vi na to reagirali, pa sem jaz to sprejel, mogoče podzavestno, nisem niti zaznal, ampak ko ti nekomu vidiš obraz, boš dosti težko ta gnev zlival, razen če si pač tak človek, ki mu to celo paše, ampak kakorkoli, ker ta človek ni pred tabo, je na forumih in na teh spletnih klepetalnicah in na Snapchatih dosti lažje biti pač slaba oseba, neempatična, napadalna. Zato se dogaja, da beležimo, da je sicer empatija, ta, ki ji pravimo prava empatija in se tam razvija okrog 5. leta starosti pri otroku, kar pomeni, da je že takrat on sposoben razumeti čustveno miselno stanje nekoga drugega in ga upoštevati pri svojem vedenju in mu pomagati glede na to, da ga razume. Torej, te empatije potem naprimer ne beležimo pri mladostnikih ali pa odraslih osebah, ki ne uporabljajo empatije, ki jo ne rabijo uporabljati, zato ker če oni ne prepoznajo drugega, seveda tudi drugi njega ne bodo, in to je ta odtujenost, torej to je to izklopljanje iz socialne skupnosti, kjer te ni straha, da bi te drugi prepoznali, ne vem, kot šibkega, kot nevodjo, ampak si ti vodja skupaj z zaslonom oziroma z dogajanjem na zaslonu, in na ta način ne samo empatijo, ampak tudi druge socialne veščine zgubljajo na svoji prepoznavnosti, na svoji moči, oziroma so včasih mladostniki socialno celo šibkejši kot pa otroci, ki ne preživijo veliko časa za zaslonom, pa še razvijajo svoje socialne spretnosti. To je pa kar taka težka misel. Koliko pa je tukaj zdaj važno, recimo, da se starši o teh pomembnih zadevah tudi pogovarjajo z otrokom? Kaj je to empatija, zakaj so važne stiske drugih, kako se odzvati na to, o družbi, o povezanosti. A je to nekaj, kar otrok prevzame, to kot sva rekla, po modelu, pa s tem omejijo zaslon, pa tako, ampak ali je to nekaj, kar lahko aktivno in moramo aktivno tudi debatirati? Ja, empatija zanesljivo ni dedna zadeva, ki bi se razvila kar pri določeni starosti, naprimer 4-5 let sama po sebi. Vsa ta čustvene, socialne kompetentnosti otrok se razvija v tesnem odnosu z tem, kaj se dogaja v njihovem okolju. Če nimajo nikakršnih izkušenj, če nimajo nikakršne možnosti učenja ali včasih rečemo kar vaje socialnih spretnosti, potem bodo socialno zelo nespretni oziroma bodo zato, ker bodo sami ugotovili, da so socialno nespretni, se vedno bolj umikali iz socialnega okolja in bodo na koncu ostali osamljeni in nesposobni funkcioniranja v neki skupnosti. Je torej zelo pomembno, da se z otroki o tem pogovarjamo, da pustimo, da v socialnih situacijah rešujejo konflikte
otroci in ne mi namesto njih. In to že pri malčkih, pri predšolskih otrocih, ko pride, seveda slej ali prej pride, ko je neka skupna igra do konflikta, in vse prepogosto se dogaja to, da odrasla oseba zelo hitro reagira, predvsem starš, na način, da zaščiti svojega otroka. Torej si mu vzel lopatko, dej mu jo nazaj, se bo zgodilo v peskovniku. Predvsej bolje bi bilo, če bi pustili, da se mogoče najprej zmenita ti dva malčka za tisto lopatko, ali bo ta začel jokati, pa mu jo bo on vrnil. Če bo empatičen, mogoče ga celo pobožal, lahko pa da mu ne bo vrnil lopatke in bo ta še bolj jokal. In starši moramo znati oceniti, v kateri točki je vedenje ogrožujoče za tistega posameznika ali pa več posameznikov v skupini, in takrat interveniramo. Sicer pa pustimo, da se socialni konflikti rešujejo med tistimi, ki so jih ustvarili. Če tega ne pustimo, potem otroci ne morejo razviti socialne veščine. Oni jih ne razvijajo na ta način, da gledajo, kako v risanki ali v neki televizijski oddaji nekaj rešeno, ustrezno ali ni rešeno. Zato oni ne bodo bolj socialno spretni. Oni ne bodo bolj empatični, če smo prebrali knjigo, v kateri je junak ali junakinja bila visoko empatična oziroma empatičen in je pomagal nekomu drugemu. Oni morajo to doživeti. In mi jim moramo pravzaprav zagotoviti, še enkrat pravim, socialne situacije, ne jih probati preveč ščititi v teh socialnih situacijah, in tudi odzivati se moramo v pozitivnem smislu na njihova ravnanja in ne zgolj takrat, kadar je nekaj narobe. To se mi zdi, da je ena večjih napak, ki jih delamo, da se nam zdi sama po sebi umevno, če naprimer en otrok poboža drugega otroka, ki joka, se nam zdi, da je to pa res lepo in je lepo in gremo naprej. Ne, povedati je otroku treba, da smo veseli, da je videl, da ga je pobožal. Torej, potrebno se je odzvati na njegova pozitivna ravnanja in ne samo na to, da je šel mimo, pa mu je vzel igračko ali ga je pa celo udaril, takrat se bomo praviloma takoj odzvali. Torej, to je neko negativno ravnanje, na katerega reagiramo, medtem ko pozitivna ne podkrepimo, se ne odzovemo, in je zato pri tistih otrocih, ki niso socialno, čustveno zelo močni, začenjajo izvenevati, niso stalnica v njegovem ravnanju, in je to pravzaprav to, kar jaz razumem tudi pod naš model, ki ga igramo starši in odrasle osebe, da prepoznavamo pozitivna in negativna vedenja in se na ena in druga odzivamo. To je en model, ki je dejansko, kot ste rekli, tudi pri odraslih težaven, se mi zdi, že v službenem okolju vidim to, konkretno v zdravniški službi, kako velikokrat se opozori pripravnika, specializanta, če je kaj pomanjkljivo, če kaj ni dober, če je kaj narobe se odločil. In kako se pa to, da se odloči pravilno, pa so težke odločitve, hude, in ne samo vedno strokovne, tudi recimo odnos, kako je neko informacijo posredoval svojcu bolne starostnice, da se to pa jemlje kot samoumevno, to pa on more. To je njegov nekak baseline, tega ne bomo hvalili, da ne bo imel polno glavo, celo kdaj rečejo. Pa bo pa njihov biti tak, to je totalno, se mi zdi, kontra logiki, zdaj, če ga bom pohvalil, pa ne bo več tega delo. Ali pa celo rečemo, to itak more. Zdaj pa, če bo naredil napako, vse je pomembno. Ja, to je kot samo, to vsi delamo, kar sploh ni res. In zato se mi to zdi nekaj, kar je mogoče dobro v otroštvu že razviti in potem tudi nadaljevati. Da ni treba pripomniti samo takrat, ko je nekaj narobe. Skozi cel življenjski ciklus rabimo ljudje pohvale in ne samo graje. Seveda tudi graje, ampak ne pa samo graje. Tukaj je pa zdaj ena stvar, ki bi rad malo zapeljal. Rekla sva, okoli 5 leta se razvije empatija, a ne pa potem malo o tem čustvovanju. Meni se zdi, da, in to je pa ena stvar, ki sem hvaležen, da sem se prej, preden sem imel otroka, poglobil v to, zelo velika hvala moji ženi, malo vprašanja razvoja in psihologije otrok, ker se mi zdi, da se velikokrat od otroka pričakuje neka čist nelogična, čustvena, niti ne zrelost, ampak v smislu, zdaj pa nihi jokati in se umiri. To še od sebe človek ne bo, mislim, če sem jaz razburjen, ali pa vi, ali pa nek odrasel človek, pa ti en reče, zdaj pa se umiri, ne boš ti v sekundi nikoli, kvečem bolj boš živčen, ali pa zdaj pa bo tiho, pa zaspi, koliko je ura.
se mi zdi, da forsiramo otroka neko to zatiranje čustva, ker zdaj ne vem, a ne vidiš, da je oči na sestanku v zgornji sobi, pa se bo slišal, a ne vidiš, da je to važno, kakšen pa si, ne, bodi da je tiho. Ne. In to tako, ko malo razmisliš, se ti zdi res grozno nepošteno do teh malih ljudi. Ja, moramo vedeti, da se vse to, ko rečemo mi razvojna psihologija, vse to se razvija, to je proces in ne pridejo na svet dojenčki, ker kompetentni na vseh področjih, ne razumejo našega načina vedenja, ne razumejo od drugih odraslih ljudi. Včasih se nam zdi, tako kot da pričakujemo, da bi celo otrok mogel bolje razumeti mene kot starša, kot pa jaz kot starš njega, ker mislim, sem jaz obremenjena, imam jaz veliko stvari, on pa samo to, ampak daleč od tega. Mi moramo pustiti, da gre otrok skozi te različne razvojne stopne v razvoju vseh teh procesov, bodi si empatije, bodi si socialnega razumevanja, bodi si teorije uma, ker pomeni razumeti misli drugega, kdaj bom jaz razumela, da on ni nekaj naredil zato, ker ni vedel, ne pa zato, ker ni hotel. Torej, to ni nekaj, ker bi bilo malčku kar dano, ampak kasneje otrok pa razvije to zmožnost in se začne zato tudi drugače obnašati, bo zato bolj sprejemljiv, bo toleranten do tistega, ki ni naredil, če ve, zakaj ni naredil. Mi pa pravzaprav z previsokimi pričakovanji, ravno morda na področju empatije, se da lepo razložiti, da bo na primer malček zgodaj že dojenček pokazal neko, mi rečemo, globalno ali pa kasneje egocentrično empatijo, ker je zelo zanimiv izraz, egocentrizem pa empatija damo v isto zvezo. Zakaj rečemo egocentrična empatija? Ker v resnici on čuti, da je nekomu hudo. On vidi, da drugi dojenček ali pa malček joka. In on ve, da je jok ponavadi čustvo, ki kaže na neko nezadovoljstvo, neprijetnost, skratka neugodno čustvo in poskuša temu, ker vidi drugega jokati, pomagati, ker pomeni, on začenja empatično ravnati, gre ka njemu in ravna za njim, tako kot bi on želel, da se ravna z tem, ki ni v joku, torej za njim. On bo, na primer, tega malčka porival proti svoji mami ali pa celo, recimo, da ima dudo v ustih ali pa neko igračo, bo vzel to svojo dudo iz ust in jo bo njemu porival v usta, zato ker je duda pač tolažba, kadar je njemu hudo, jo je on dobil in jo bo dajal temu jokajočemu malčku, da jokajoči malček bo še bolj jokal. Ker ga bo zdaj nekdo z neko dudo dražil, pravim, da včasih ga porivajo in hočejo, da mamica boža njega, ampak ne njegova mamica, ampak mamica empatičnega, kvazi empatičnega, egocentrično empatičnega malčka, da boža tega, ki je doživel očitno neko stisko, s čimer vse kaže, da pravzaprav razume čustva drugih, ne zna se pa na njih odzivati. Torej, ta pot tega, da bo ne samo razumel, ampak da bo vstopil, kot rečemo, v čevlje nekoga drugega. Torej, tistega, ki je v stiski, ta pot je kar dosti naporna. Tle v obdobju malčka, pa potem začetku zgodnega otroštva, torej tja do 5. leta, postopoma razvija to zmožnost, da potem pa že, tam okoli 3. 4. leta ugotovil, mi rečemo temu kvazi egocentrična empatija, če je bila prej samo egocentrična, da pa mora ga potolažiti na ta način, da bo on bolj zadovoljen, ne da bom jaz zadovoljna, in bo dal mogoče poisku njegovega medvedka, ki ga je izgubil in mu ga porinil v roke ali pa ga pobožal in podobno, ker pomeni, da postopoma kaže, da razume, zakaj gre v tem procesu. Mi ne moremo tega pri 3-letnemu otroku spremeniti na ta način, da bomo ustavili tega malčka in rekli, pa ne moreš, zdaj ti njemu svojo dudo dajati, on rabi svojo mamico, on rabi svojo dudo, to ni nič, kar delaš in pravzaprav na nek način
nepozitivno se odzivati na empatično ravnanje, ki pa je pogojeno za njegovo starostjo oziroma z zmožnostjo razmišljanja. In če bomo tukaj hoteli preveč, ker pomeni, da bomo prehitro, zato ker smo obremenjeni z tem, da bi radi, da je naš otrok pa empatičen, pokazali vsakokrat znova, kako bi moral ravnati in mu dali vedeti, da ni ravnal prav, potem bo verjetno ta naš malček za temi svojimi empatičnimi ravnanji prekinil. In samo empatija tudi takrat, ko bi lahko, verjetno ne bo razvijala po isti poti kot tistemu, ki smo mu pustili, tistemu otroku, ki smo mu pustili, da gre skozi te razvojne stopnje. In tukaj je neko vedenje, neko poznavanje ozadja tako zelo pomembno, da se malčki, otroci po kakovosti svojih procesov razlikujejo od odraslih oseb in da mi ne moramo naše razumevanje sveta preprosto kot informacijo ponuditi njemu oziroma kot pokazano vedenje in zdaj pričakujemo pravzaprav posnemanje. To je res važno razumeti, ker v bistvu neka reakcija mene, če si predstavljam kot starša, en malček se udari in joka in da bi jaz videl svojo hčerko, ki gre proti njemu in mu nekaj daje, je v bistvu točno to, joj, pusti ga, lej, bogi je, se bo mamica prišla, tam že vidim, starš že gre. In si ne bi mislil, da je to narobe, v resnici pa ta element raziskovanja močen in sva rekla, da se v bistvu otrok s tem razvija, da ne moramo narediti empatičnega s tem, ko beremo pravljice o empatičnih likih, ampak kaj pa recimo zdaj, da po koncu dneva, po koncu igre, po koncu vrtca naredimo kot nek pogovor, pa rečemo, ne vem, a si videla, kako je pa ta en fantek drugi vzel lopatko, pa ni vprašal, pa je ona začela jokati, ker so bila močna čustva, to ni lepo. Tako, mislim, da nek kontekst preko pogovora, potem se mi zdi otroku naknadno. Ja, po neki določeni starosti, tam nekje po 3. letu, zdaj pogovori zelo daleč o teh menjavah vlog in pogledih različnih, dejanskih otrocih ali pa junakin v knjigah ne bodo dosegli še tega našega malčka, ampak tam po 2. letu in po 3. letu so pa pogovori o čustvih, tudi teh čustvih junakov in pa junakin v knjigah ali pa povzetku neke resnične situacije, ki se je tisti dan ali pa tisto popoldne zgodila, zelo, zelo pomembni, ker na ta način posredujemo po različnih poteh informacije o tem, da smo ljudje različni, da so poti, kako se rešujejo probleme različne, da moramo razumeti, kdaj tudi drugega, čeprav nam ni všeč, to, ker tako kot on ravna in bi raje, da bi vsi ravnali tako, kot ravnam jaz in podobno. Torej, več, ko bo teh pogovorov in več, ko bo pogovorov, bodi si recimo samo na tej verbalni ravni ali pa ob nekih vsebinah, ki vključujejo to empatijo, večje možnosti ima, da bo otrok to prenesel v dejansko življenje, dejansko pa mora tudi živeti to. Torej, to, kar sem hotela poudariti, je, da ne bo dovolj samo pogovor ali pa samo gledanje in podobno, ampak vedno znova življenje, to, kar sem jaz prepričana, da danes otrokom, ki odraščajo danes, manjka, zelo pogosta socialna situacija oziroma socialni stik, v katerem moram najti rešitev. Ker ni samo pozitiven. Ja, pa da ne bomo res samo v pozitivnem stiku, recimo te čustveni izpadi, s katerimi se v bistvu starš nenadoma sreča tam nekje 2., 3. letu, prej je pač ta dojenček, ki joka, če ga kaj moti, pa malček, ki joka, če se udari, pa je ta three-nagers, sem nekje videl, kot free, kot trojka, three-nager, in to zdaj tudi izkusiva midva, ko enostavno pride do tega, da ona cepeta, kriči, hoče tepst po staršu, se na tla vrže recimo kakšen drug otrok in je bolj eksploziven. In potem je veliko vprašanje, zdaj, kako bom se na to reagiral. Seveda želiš postaviti na eni strani neke meje, po drugi strani nočeš zatreti tega čustva, zdaj pa bodi tiho takoj, bodi miren takoj, nočeš dajati neke krivde, zdaj bo pa mamica žalostna, če ne boš tiho takoj.
Kaj je torej, obstaja neka srednja pot, ki je pametna pri teh izpadih, ki ti pa živce zelo potegnejo? Ja, ampak skozi to grejo bolj ali manj vsi starši, bolj ko so na to pripravljeni, lažje jim je, bolj ko vedo, da je to neka razvojni premik in to na razvojni premik navzgor, kar pomeni, otroci izkazujejo nek negativizem oziroma želijo uveljaviti svoj lastni jaz. In s tem, ko želijo uveljaviti, prej so bili bolj ali manj odvisni, kot rečemo, od vodenja odraslih oseb, zdaj pa lastni jaz, ne bom tega oblekel, ne bom šel tja, ne bom se igral za tem. To je uveljavljanje lastnega jaza, ki pomeni razvojno seveda višja stopnja v razvoju, kot to, da drugi pravzaprav skozi to simbiotični odnos skrbi za tebe. In če starši to vedo, če to pričakujejo, potem je pravzaprav lažje skozi to relativno kratko obdobje tudi iti, vendar ne težko se rečem, da je to srednja pot, ker je treba pravzaprav čisto pri vsakemu otroku ugotoviti, kakšen je način vašega ravnanja, ki je relativno učinkovit, ki ne žali čustva in misli malčka in hkrati si ne more dovoliti, da malček žali odraslo osebo oziroma pravite, včasih pride celo zato, da do tega, da jo udari, da jo odrine, da ji reče kaj grdega in podobno. Ko pravim, da moram ugotoviti neko lastno pot, je razlika v veliki meri pogojena za tem, kako intenzivni so otroci v teh odzivanjih. To je pa pogojeno seveda tudi za njihovim temperamentom. Otroci, ki so zelo ekstravertni, bodo močneje izkazovali ta svoja čustva, to nezadovoljstvo, to trenutno, rečemo včasih kar hipno jezo, razočaranje nad vami in podobno, kot pa tisti otroci, ki so bolj zavarovani vase, bolj introvertni, bolj umirjeni. In pri enih in drugih je pravzaprav negativizem oziroma trma ima enako vlogo, samo način odzivanja je različen in če tudi to vemo, kakšen je naš otrok, bomo seveda to primerjavo raje spustili, da sosedov malček pa ni tako intenziven, se pa glih tam pred blagajno ne bo na tla vlegel oziroma vrgel ali pa ne bo cepetal, pa obomaral tolko in podobno, ampak se bomo zavedali, da je to naš otrok in je najbolje ohraniti, kot rečejo, že davno v razvojni psihologiji so rekli, da je najbolj tako obvašali, da je najboljši recept en aspirin ali pa lekodol, ki ga vzame odrasla oseba, seveda ne otrok, kaj so sporočali, da moramo mi se umiriti, da pravzaprav kakšnarkoli pričakovanje, da se bo ta konflikt takoj rešil in da bo zdaj v tem konfliktu nekdo tako imenovani zmagovalec, torej na to moramo pozabiti. Umiriti se moramo, pravzaprav moramo za čim bolj umirjenim glasom otroku dati vedeti, oziroma bolj je to malček še, dati mu vedeti, da nas ne bo spravil predaleč, da ne bo tega pravzaprav našega odzivanja, njegovo že intenzivno odzivanje vedno več, kar pomeni, da bo vedno bolj uspešen v tem, kar je hotel doseči, kar pomeni drugače povedano še tudi na nek način ignoriramo vedenje, ali pa ga poskušamo, če le dovoli malček, preusmeriti. Naprimer, če je jezen, razlogi so lahko različni, in v tistem trenutku vrže vse na tla, udari starša, je fajn, če zmore starš mogoče le odmakniti to roko, povedati, da se to ne dela, da pa razumete, da je zelo jezna na vas v tem trenutku, kaj če bi me narisala. Kako sem jaz zoprna, kako si ti na mene jezna, kakšna sem. In nekateri otroci primejo na to, ali da vzamejo lutko, ali da vzamejo papir in narišejo, grozno mamo, tako kot pač oni lahko rišejo, vzamejo najbolj grozno lutko oziroma punčko ali pa še mal razseflajo lase v tistem trenutku in jo poistovetijo to lutko z mamo, in potem njej nekaj rečejo, torej preusmeriti stran na predmet, na neko dejanje, ki ne škodi drugemu človeku. Torej, to je potrebno v teh
izpadih, dobesedno izpadih trme, malčke učiti, da ne smejo škodovati drugim. Tako. Da se mi sicer ne veselimo glih teh njihovih močnih, intenzivnih čustev, da jih pa sprejemamo, da so pravzaprav možna, ampak da ne sme zatem škoditi drugi, ne meni, ne drugemu otroku, ko z veliko jezo in negativizmom pograbi nekaj in ga otroka porine in podobno. Torej, to so vsa vedenja, ki niso dovoljena, če smem tako reči, tudi ne v tistih trenutkih, ko so moja čustva zelo močna in intenzivna. In če uspemo to narediti, je veliko. Pri nekaterih otrocih pa to ne gre in je pravzaprav potrebno se umakniti, počakati, da otrok izrazi, izživi to izrazito močno čustvo, ki ga izkazuje v tej trmi, in potem predvsem ne očitati ničesar temu otroku oziroma malčku, da je bilo to grozno, da se drugič pa ne sme na ta način vesti in zdaj začeti moralizirati, potem, ko se je umiril za nazaj, kaj vse je bilo narobe, to ne pomeni, da naslednjič tega ne bo naredil na enak način. Zato je pravzaprav moraliziranje potem, ko je dejanje mimo, nesmiselno. Mi lahko pravzaprav na nek način reguliramo vedenja pri otroku vedno takrat, ko je vedenje prisotno. Ampak pri izraženi trmi to ne bo šlo. In zato potem, ko je že mimo povedati, da je grozno in kako ste zdaj vi užaljeni in prizadeti in kako vas boli in bi še vi jokali in podobno, torej to čustev bistveno ne spremeni pri malčku, to moramo vedeti. Velikrat, ko reagira mogoče starš na ta način, se pripravi in ima v glavi, točno to, kar ste zdaj rekli, tudi mi da probava na ta način, se pravi, da postaviš neko mejo, kaj lahko in kaj ne sme, izven tega pač naj to čustvo izživi. Je pol kakšen komentar, kakšnih mimoidočih, pa kakšnih sosedov, pa ne vem, prijateljev, ta besedna zveza permisivna vzgoja, ko nekdo, ki opazuje od zunaj, pa mogoče niti nima otrok, pričakuje, da boš pa ti zdaj dosledno umiril tega otroka, da bo on ubogal, da ga bo utihnil, da ga boš nadrl ali klofnil celo ali kaj, zvem kaj, A sploh obstaja ta termin permisivna vzgoja, oziroma kaj nekako, a je kaj za tema, mislim, jaz si ne predstavljam, a drži kaj vodo ta izraz, zdaj, da pač če je pa otrok lepo vzgojen, pa nismo preveč permisivni, bo pa on se lepo razvijal, pa obenem bil bolj miren, pa ne bo imel teh izpadov, kot sva rekla, da je to nek razvojni korak. To je razvojni korak in tukaj obremenjevanje za okolico je nekaj, kar bi morali se odrasli naučiti spregledati v takih primerih in se ne vesti pred okolico drugače, kot se vedemo, kadar okolice ni. Torej, to bo tudi otrok zabeležil, če bomo to delali. Torej, če se bomo na njegovo, trmo odzvali v trgovini, kjer nas vsi ostali kupci in prodajalci gledajo, medtem ko se doma ne odzovemo, bo to naslednji zelo, zelo dobro vedel in bo ponovil in bo še močnejše to izražanje in pogostejše recimo v nekem socialnem okolju, ker se upravičujem v domačem okolju, ker tle se ne bo zgodilo nič, v socialnem se pa reagira. Veste, s to permisivno vzgojo je pa tako, permisivna vzgoja ima... Ja, termin obstaja, zelo različno ga različni strokovnjaki polnijo za vsebino, kaj vključuje vse permisivna vzgoja, ampak bistvena razlika od teta, jaz bom rekla, zaželene, to je avtoritativne, ne avtoritarne, avtoritativne vzgoje, je ta, da je v permisivni vzgoji otrok ali pa malček včasih izgubljen, zato ker mi ne postavljamo meja. Torej, to je bistvena razlika. Pri avtoritativni vzgoji mi postavljamo meje. In meje, ki so postavljene, se pravzaprav namenjene temu, da mi le skladno z razvojnimi zmožnostmi postopoma ukvirjamo tega otroka v neko življenje v skupnosti. Medtem ko pri permisivni vzgoji je pa enkrat tako, enkrat drugače. V večini primerov je neodzivnost staršev velika, oziroma verjeti v to, da je pač otroku dovoljeno vse, da bo že, ko bo dovolj star ali pa ne vem kdaj, se naučil in začenja malčku in otroku manjkati, dobesedno pogrešati tega, to, da bi mu nekdo povedal, kaj je prav, kaj ni prav, zakaj je prav in zakaj je nekaj narobe, da bi mu pokazal, kako se da ravnati tudi drugače, ker se
on ne more samo vzgajati. Ne? Če mu ne postavljamo meje, če mu ničesar ne razložimo, če mu določene stvari ne prepovemo, potem pomeni, da ga pustimo, da se bo samo vzgojil, kakorkoli bo pač šlo. In to je pravzaprav nekaj, kar je pa res nezaželjeno, pri čemer pa jaz ne verjamem, da lahko socialno okolje, na katerem se naključno znajdemo, oceni razliko med permisivno pa avtoritativno vzgojo. Zato se mi zdi pač pomembno, da so starši v svoji odločitvi, načinu vzgajanja dosledni, ne glede na to, v katerem okolju se znajdejo. To, kar ste rekli, da uspejo spregledati te komentarje, ker se mi zdi, da to je edina posledica, ki ga imajo, je, da starša sprovocirajo na koncu. Tako je. Ker že on ima nek proces in seveda ta izpad. On je neki ravni napetosti, in zdaj ne rabi se umirjati, ne pa dobiti oceno, da je slab starš in da naj za božjo voljo nekaj naredi. To je mogoče eno dobro sporočilo, da tudi če ti otrok kriči na tleh trgovine, nisi slab starš, ampak je to razvojni mejnik. In mogoče ta starš zdaj se že bori s tem, da ne bi kričal nazaj, pa mu pa še nekdo reče, joj, veš, naši otroci so premalo vzgojeni, pa razvajeni in ponavadi to komentar kot pravim nekoga, ki nima nič s tem. Ja, to v čustvih se mi zdi pomembno, da sva se tako ustavila. Eno stvar je še, ki bi samo omenil, mogoče po drugi strani sva rekla, zatirane čustva, kako lahko, zdaj pa se umiri, nekaj kričati, dela škodo. Ali pa to nekako usiljevanja, ko pridejo neki sorodniki na obisk, pa dej boš pa ubijal staro teto, ki jo videl dvakrat v življenju, dej kako bo žalostna drugače, dej ljubčka, nekako to, da tudi otrok izve, da je vseeno on suverena lastna oseba, ki se lahko tudi odloči, kaj bo s svojim telesom, tudi že zelo zgodaj počel in komu bo kazal zaupanje pa ljubezen, konec koncev nekomu, ki ga pozna. Ja, tukaj pravzaprav kakšnokoli dajanje navodil, kako naj se vede, ni najbolj umestno. Velikokrat se celo zgodi, da otroci, ki so v svojih mislih in v svojih ravnanjih ponavadi zelo pošteni in iskreni, celo izdajo. Potem, da so to naredili samo zato, ker jim je odrasla oseba, starš ali kdorkoli naročil, in je situacija za starše, ki si želijo, da bi bil vljuden, prijazen in podobno njihov otrok, potem še mnogo bolj čudna, najmanj kar je, če ne še kaj drugega. Zato je potrebno pustiti otroku, da se sam odloča. Veste, če on ima izkušnje v tem, da izkazuje svoja pozitivna čustva, svojo ljubezen do nekoga na ta način, da ga poboža, da ga objame, da se stisne k njemu, potem bo to naredil. Če te izkušnje nima, potem ne moramo pričakovati in mu ne moramo naročiti, da naj to naredi, ker to njemu v njegov koncept, razumevanje, kako izkazuje svoje čustva, ne gre. In tudi ne vem, zakaj bi morala biti zdaj ta teta užaljena. Če bi karkoli razumela, bi mogla razumeti to, da bi mogoče večkrat prišla ali pa se več ukvarjala za njim in bi ta otrok tudi spontano izkazal čustva, pa tudi ne vedno nujno samo pozitivna, lahko tudi odklonilna. To je res, kako so otroci, zdaj jaz imam izkušnje večinoma tam do 3 leta, seveda zaenkrat, ampak kako so iskreni. Tako, recimo, to je meni bilo zanimivo, kakšne pol leta nazaj, kako ona sploh ne pomisli, da bi recimo spletkarila ali pa da bi te obrnili, recimo smo se pač gledali risanke in pa je bilo, zdaj pa bo dost in ona ne, še eno ne, in pa začne barantati in pa sva moja žena rekla, dobro Mina, še eno risanko, potem pa ne bo joka. Pa pravite mala, še eno risanko, pa jok. Pač direktno povedal, pričakuj mami, ne? Vsem bo. Še eno, pa pač bom jokala, to veva obe, kaj se bova zdaj tle sprenevedali na ta način. Jaz bi šel zdaj še v ta sklop, ki se ga zelo veselim, vprašanje branja in otrokovega razvoja s knjigami. Jaz sem, kjer sem in delam, kar delam, tudi zato, ker je ena mojih najbolj zgodnih in najbolj intenzivnih spominov v bistvu dedijeva knjižnica in on sredi te knjižnice s svojim pisalnim strojem in ta podoba pisatelja, ki me je tako impresirala, kako on tam škljoca in nastane iz tega knjiga in kaj on mi je kazal te bukve debele, ki jih sploh nisem mogel razumeti, on je imel te Shakespeare, bil je dramatik. In
Ampak mi je sama podoba te knjige mi je bila tako, ne, in potem seveda Skrivnostna. ja, skrivnostna in mogočna, ne. Potem pa seveda nekako se mi zdi, da je pri nas, ko smo bili mi mali, a ne, ko še ni bilo tudi res teh pametnih telefonov, je bilo branje nekaj samoumevnega, ne. Mene nihče ni spodbudil, jaz sem imel kartico, mislim, so me spodbujali, ampak jaz sem šel sam s kartico v knjižnico, pa sem vzel tistih 5 prijateljev, pa neke otroške kriminalke, kasneje Harry Potter in take stvari, ne. In mi je bilo to nekaj, kar sem se veselil in kar sem zelo želel delati. In se mi zdi, da je tukaj tudi še ena ta nevarnost distrakcije ekranov, ki so še vedno, tudi pol, ko si star 13, 14, 15, da ne rečem 25, 30 let, lažje primeš pa scrollaš čez te aplikacije, kot da bi bral. Kako se zdaj to eno vprašanje mogoče kdaj začeti, s knjigicami najbrž odgovor čim prej, pa kako se boriti proti temu, da otrok ne pozabi na to? Ja, ravnanje za knjigami oziroma ta vpliv knjig na razvoj otrok je danes popolnoma enak, kot je bil pred 50, 100 leti, kar pomeni izredno velik. Samo takrat je res to, kar pravite, takrat ni bilo drugih ponudb v okolju in je bila knjiga zaželena, bil je neki statusni simbol, da si jo lahko imel, če ne doma pa izposojeno. Izposojeno so imeli pogosto tisti otroci, ki so sicer živeli v okolju, kjer je bila knjiga cenjena in je bila to nekaj podobnega, kot hrana za otroka. In popolnoma ta enak status ohranja knjiga. In nobenega dvoma ni o tem, da se naj bi začelo brati že v obdobju dojenčka. Tukaj je včasih kakšna zagata, dilema, vprašanje, kako se ne razume, se sploh ne ve, kaj bereš, zdaj to bolj bereš samemu sebi, kot pa njemu in podobno. To, ali on kaj razume in kako razume, tega seveda ne znamo oceniti in zmeriti, pa vendarle vemo, da se vzpostavlja nek zelo, zelo pomemben ravno ta čustveni odnos med bralcem, torej med to odraslo osebo, ki bere, in pa med dojenčkom, in da te dojenčke, ki so jim veliko brali zgodaj, da so ti dojenčki imeli vzpostavljeno mnogo bolj jasen ta odnos z odraslo osebo, da so se počutili varnega, da vedno, kadar jim je bilo malo dolg čas ali pa neprijetno, neugodno počutje, so vsakokrat znova zlezli v naročje, pokazali, prinesli, odvisno od starosti, knjigo, in je bil to neki ritual, kjer so se zadeve tudi na tej čustveni ravni umirjale. Hkrati tudi vemo, da starši, ki otrokom že v obdobju dojenčka veliko berejo, te malčki imajo kasneje, torej po prvem letu in naprej, ko sploh besednjak lahko ocenjujemo, ko se pojavi prva beseda in na to zelo hitro še številne druge besede, imajo večji besednjak kot pa tisti malčki, ki jim kot dojenčkom starši niso brali. Kar pomeni, da gre za izredno pomemben vpliv na njihov govor v točki besednjaka, ki je tako osnova za vse ostalo simbolno izražanje, ki ga potem poznamo v obliki pripovedovanja, v obliki meta jezika in podobno. Torej tukaj je treba pravzaprav kar verjeti, tem podatkom, ki jih danes imamo, da so v besedilih, ki jih starši berejo, dojenčko ali pa malčko, pa jih seveda te v celoti še ne razumejo, da je v teh besedilih jezik mnogo bolj bogat. Pravijo, da je za 1/3, ko so merili v knjigah, literarnih besedilih, kakovostnih, o teh govorimo, besednjak bolj raznolik, kot je v našem jeziku, in to jeziku tisti, ki imajo razviti jezikovni kod. Kar pomeni tistih staršev, ki so dobri govorci, ne tisti, ki so tako ali tako šibki govorci in jezik zelo skromno uporabljajo. Z dobrimi je 1/3 bolj raznolik besednjak, kar pomeni, da gre za prenos, kako pa se uči besed malček na ta način, on jih mora slišati, mora jih razumeti in potem jih bo tudi rabil in jih bo povezoval in podobno. In torej ne bomo prišli
do te zaželjenega obsega besednjaka in kakovosti oziroma raznolikosti besednjaka samo z pogovarjanjem, samo z pripovedovanjem, ampak bomo morali vzeti v roke tudi knjigo, če to želimo, našemu otroku zagotoviti, da bo govorno bolj vešč, da bo na vseh področjih govora bolj razvit in da bo kasneje ta govor, kar pa je zelo ključno, ko delajo te vzdolžne raziskave, da so te otroci, ki so jim veliko kot dojenčkom brali kot malčkom ali pa tudi še predšolskim otrokom, da so te ne samo na tem področju govora boljši, ampak da so tudi mnogo bolj uspešni, naprimer v šoli, da se prej opismenijo. Govorim o branju na ravni branja z razumevanjem, ne samo branja nekih kratkih tekstov, ki se jih naučijo na pamet, in da so skratka v življenju mnogo bolj v svojem miselnem procesu fleksibilni in pa odprti. Torej, to je ta spoznavni tok, ki je zelo, zelo pomemben in ki ima svoje začetke v zgodnjem branju. Hkrati pa enako velja to, kar smo prej z nekega drugega vidika govorili, da vpliva to zgodno branje, to skupno kakovostno branje tudi na ta socialni čustveni vidik z izbranimi vsebinami, ker vemo, da je lahko ogromno prikazov različnih vsebin, kjer se stvari dogajajo z različnimi junaki in junakami, kjer zahteva reševanje socialnih konfliktov, zahteva empatijo, zahteva razumevanje drugačnosti med ljudmi, da pravzaprav tudi te vsebine pomembno prispevajo k dokončnemu oblikovanju njihovih socialnih veščin in pa empatije, da pomagajo to, o čemer so prej govorila, da se otroci učijo tega v živih situacijah, torej v vsakodnevnem življenju, da pa tukaj dobijo še eno oporo, zlasti za to nujnost premika v mišljenje drugih, vstopanje čevlje drugih, ko spremljajo te junake in vidijo, da so pogledi v zgodbi, različnih junakov različni. In ko jih mi vprašamo, kako pa bi ti to naredil, ali pa ko jih vodimo k temu, kaj pa misliš, kako se pa počuti on, ki je samo to in to naredili, je izgubil to in to, je dobil to in to. Skratka, ko govorim o tem pozitivnem učinku tudi na socialno-čustvenem kot na spoznavnem področju, imam pa v mislih seveda ne samo to, da zgodaj začnemo brati, ampak tudi, da je to skupno branje kakovostno. Zelo pomembno. To je tako nekaj, kar si želim, da bi marsikateri starš tudi mogoče slišal, ker ne gre samo za to, kaj bi otrok rata, on si pa želi, rajši bi gledal televizijo, rajši bi barval, ne bi on bral. Ampak tudi za nek razvoj in konec koncev se mi zdi, da otrok kvaliteten čas s staršem začuti in čuti. In če ti je odveč brat, bo najbrž čutil, ker recimo jaz, tudi tako kot ste rekli, različne knjige so, in jaz moram reči, da imamo mi zdaj na tej točki že neko zbirko, tam ona ima to veliko knjižno omaro v sobi, kjer so veliko knjig, ki se jih jaz veselim zvečer, da bom kakšno pesem ali pravljico prebral, ker so tako dobre, da je za odraslega celo zanimivo. Je pa še en pogled, ki bi vas malo vprašal, in sicer ravno v povezavi z tem projektom Od A1 lahko nočnice, kjer je kot neka brezplačno dostopna zbirka posnetih pravljic na spletu, kjer tudi vi sodelujete. In ste mi omenili, da vi sodelujete bolj pri nekih pravljicah za uspavanje ali za spanje, kako bi bilo boljše reči? Oni rečejo za spanje. Zdaj, v resnici uspavamo otroka, da zaspi, tako da težko rečem, ali je boljše uspavanje ali spanje. Jaz razumem uspavanje kot nek ritual, ki vodi, kot neka rutina, dnevna rutina, ki vodi do stanja, ki mu rečemo potem spanje. In v tej rutini ima seveda in branje zgodb in pa poslušanje zgodb izredno močan pozitivni učinek. In se mi zdi, da staršem, ki jim uspe relativno zgodaj spostaviti to rutino, da malčki in otroci razumejo, da vsak večer se zaključi praviloma v postelji ob poslušanju pravljice ali pa ob branju pravljice,
da te starši so pravzaprav lahko pomirjeni na tej ravni, da bo njihov proces uspavanja mnogo krajši kot pri tistih starših, ki se pogovarjajo, pregovarjajo, ko risam še kdaj, ko gasim televizijo, kdaj ne. In tudi učinek tega načina uspavanja, to, kar sem prej govorila, gledano ne samo kratkoročno, ampak dolgoročno na razvoj otrok bo mnogo bolj ugoden. Zelo lepo, ja, in mogoče tudi za kakšno pot, to je meni neprecenljivo za radio, kakšno tako pravljico, ko bo 4-5 ur na morje. Tako da zagotovo nisem poznal te spletne strani, lahko nočnice.si do zdaj in bom z veseljem tudi pregledal, pa seveda vsi drugi tudi zelo vabljeni. Jaz pa moram reči, ali celo se pohvaliti, ali kaj bi rekel, sem dobil, mislim, da bo zdaj že 2 meseca nazaj eno idejo, čisto spontano, sem tako razmišljal, kaj bi še pripravil za rojstni dan. In sem oblikoval neko skrinjico, smo imeli tako malo, ki so dobila še za poroko, se mi zdi zdaj strpano, ne vem, neke čestitke. In sem mi naredil, minava že zdaj res tako odvedno zvečer pred spanjem pravljico, ponavadi ona vzame eno knjigico, ki jo sama pogleda, pa eno jaz, ali pa česta, če jo spava, in sem mi naredil kot skrinjico pravljic. In sem narisal take male listke manot, ki jih menjam in dodajam, na listkih so neki liki, ki jih pozna, iz drugih, iz pravljic, ali pa koncepti, ne vem, dež, sonce, grad, volk, živali. In ona, to ima zdaj, in to je tako hitro vzljubila, to rutino, in kako je to veliko pomeni, da zvečer ona pač, ko se vse uredi in umije zobe, vse vzame to skrinjico pravljic in potem še potrka gor, kar je sama dodala in se meni zdi tako fantastično, kot neka, da zbudi. Ja, in potem odpre to in vzame 3 ven in zapre. In pol te 3 listke pogleda in ko prebereva pravljico in ugasneva luč, v bistvu ona dobi, jaz si povem pol pravljico iz teh 3 junakov situacij. In se mi zdi tako, na en način je ta ritual toliko lažji, ker prej sem imela, to je bilo velikrat, prosim ugasni luč, Mila, jaz bom ugasnil, zdaj pa dosti, do 3 preštejem, če ne jaz ugasni. In ne, pa še, pa zdaj pa v bistvu ona pričakuje, kaj pa bo zdaj, ne vem, piki, grad, pa morski pes, kaj se bo zgodilo. In brez težav gre to tranzicijo iz knjigice v procesu spavanja. Po drugi strani mi je pa tako fajn ta misel, da je domišljija nekaj utipljivega, da ji dam vedeti, da tudi ideje nekje živijo, a ne, da ne vem, tako se mi zdi taka lepa, kot knjiga, ki jo lahko vzameš v fizični obliki v roke ali pa v e-obliki. V fizični obliki tisti Shakespeare od Dedija, ker nisem vedel, kaj so, ampak ta fizična oblika mi je... Podoba, knjiga je. Ja. Tako da, če kdo razmišlja o kakšnem takem projektu za doma, zelo preprosto je narediti, ne rabiš lepo risati. Če daš list papirja, to sem se naučil čez pametni telefon, je toliko močen ekran, da lahko predišeš čez. Ker jaz rišem pač, kot rišem. Pa tudi otrok se ne zapič v to, kaj pa je ta grda žival. On dobi tisto pozornost idejo. Je drugom usmerjena. Ja. In pa smo najprej imeli še, jaz sem to naredil z idejo, vzgojno, da če bo ona sodelovala, ko bom rekel, da si pa lepo si umila, zobe stuširala, potem dobiš za nagrado to, pa je pa enostavno to toliko vzljubila, da se mi zdi, ne bom tle postavil neke meje, pa je to pol odrekal, da je tako, da pač lahko pol kaj drugega se zmenimo, če ne sodeluje, ampak pač to, ta skrinjica pravljic na koncu je naš ritual. Ja, imajo pa še nekaj pri tej vaši skrinjici ali pri izbiri pravljic sicer, v knjižni obliki ali pa v pravljice, ki poslušajo, da imajo možnost izbire. Torej, to se zdi otrokom tudi izredno pomembno, da se počutijo, da so oni tisti, ki so zdaj danes rekla vaša hčerka, torej bomo o, ne vem, volku pravljico in ne vi bomo pa o volku prebrali pravljice. To so ti drobni, če smem tako reči, triki, kjer se otroka uči, da lahko izbira med tem, med čemer lahko izbira. Torej, lahko izbira tudi takrat, ko izraža svoje trmo med tem, ali bo oblekel modre ali rdeče nogavice, ne pa med tem, ali jih bo ali ne. In torej to so načini, kako učimo otroke izbiranja in prevzemanja odgovornosti za neka svoja dejanja, stanja, kjer se pa njim zdijo zadeve sila imenitne in to zelo radi delajo. Namreč to posebej poudarjam tudi zato, ker če otroka vprašate,
kdaj zvečer, katero pravljico bi pa poslušal ali pa katero pa preberemo iz knjige, bodo velikokrat, če jim ponudimo izbiro, izbrali celo isto. In pomembno, zakaj vam to govorim, pomembno je, da upoštevamo to njegovo izbiro, ne da rečemo, ne, to smo pa že včeraj, danes bomo pa in gremo po naši poti. Danes bo poslušal to, ne moreš vsak dan isto, kakšno novo, ne, lahko vsak dan isto, ve, zakaj je rekel, in poslušaj ne toliko časa, ali mu jo beremo toliko časa, kot se on to želi. Ja, to je lepo, ker tudi težko veš, čisto vse, kaj se dogaja v teh malih glavicah. In kaj on predeluje. Zakaj je izbral, kakšno globino, kjer ga junaka ni prejšnji dan čisto razumel, ali pa ne ve, kaj se je zgodilo, komu bi on prisluhnil še enkrat, kar velja, prisluhniti otroku v tem primeru. Mogoče bolj proti zaključku, za zaključek, ali kakorkoli. Prebral sem en vaš intervju, kjer ste rekli, starši naj imajo v mislih tudi psihično zdravje otrok, ne zgolj najvišje rezultate. Veliko tega sva že dojela, kar ste potem en citat napisali, se pravi, pomembno je, da se starši od malega z otroki veliko in odkrito pogovarjajo, pri otrocih spodbujajo empatijo in pohvalijo njihovo empatičnost ter socialno vključujoče ravnanje, kot sva rekla. Zgodaj prepoznajo morebitne čustvene stiske otrok, ob katerih ne bežijo, spodbujajo potenciale in v otroka verjamejo tudi takrat, ko mu ne gre odlično. Ker tukaj se mi zdi, da se v času, ko pa pride otrok v šolo, hitro zapne. Ker so ocene in ker vsi morajo biti nadarjeni in ker velikokrat to nadarjenost, ki si jo starš želi, povezujemo ravno z ocenami. Ja. Veste pa, moram še dodati, da žal to se spušča tudi navzdol. Ne samo v šoli, tudi že na predšolski ravni, tudi že v vrtcu, moje presoje vse preveliko govori o tem, kako bodo prepoznavali nadarjene otroke. V vrtcu so nadarjeni, oziroma predšolski otroci so vsi nadarjeni, samo lahko tudi na različnih področjih. Je eden močan na enem, drug na drugem, lahko zamenja področje, ko se še razvija, kje bo močnejši, kje bo šibkejši in podobno, tako da to postavljanje ciljev, to idealiziranje otroka, kaj mora doseči, kakšen naj bo, kaj bo za njim nekoč v prihodnosti, če bo sedaj dosegel vse to, kar je v naši glavi, je nekaj, kar zanesljivo razvoju v večji meri škodi, kot pa koristi. To je mogoče dobro imeti v glavi, ker se to ne narediš z neko zlobo. Ne narediš za to, da mislim, ti si iskreno recimo želiš, da bo tvoj otrok dobro igral nek inštrument, ker predvidevaš, da bo to njemu dal tudi veselje, srečo, potencial, ne vem, ampak da si zavedaš, da lahko s tem pritiskom škodiš. Veste kaj, to zavedanje pa to umirjanje teh želja, to hitenje, kaj bomo zamudili, če ne bomo dovolj zgodaj ga vpisali v ono dejavnost, v drugo dejavnost. Torej to je pravzaprav nekaj, kar nam sicer ta sveta, z vso ponudbo, ki jo lahko dobimo v okolju, daje, ampak jo je treba znati selekcionirati, je treba vsakokrat znova pogledati na svojega otroka, pa treba je včasih razmisliti, naprimer, ali bi ta inštrument res osrečil našega otroka, ali morda nas, ker smo si v otroštvu želeli igrati inštrument, pa nismo imeli možnost. V mojem primeru, ker imam en ogromen pianino, ki ga je moja žena včasih igrala slučajno v sobi in se mi zdi malo ga je treba uporabiti. Izkoristiti, tako da zdaj. Torej, pravzaprav na dolgi tek za tem zgodnim pritiski in ciljanimi dejavnostmi, ki jih izbiramo za otroka, ne dosežemo tega, kar mi mislimo, in povzroča pravzaprav samo neke napetosti, socialne konflikte med nami in otroki, pa moraš, pa boš, pa drugi pa zakaj pa ti ne, in podobno, ker zamegli potem tista njegova pa sicer močna področja, na kateri bi bil pa res rad on kaj dosegel, bi bil morda uspešen, bi se dobro počutil, tudi če ne bi bil uspeh merjen z ocenami, torej to potem stopi v drugi plan, zato ker imamo toliko teh merljivih ciljev pred seboj in jih
pravzaprav jaz bom rekla, univerzalno ponujamo otroku. Veste, ko so te različne dejavnosti, kar vsi vse, ne morejo vsi vsega. Ljudje smo si med sabo različni, te 4-5-letniki, tudi 7-8-letniki pa še ne vedo, kje so. In še ne vedo, kaj jih dolgoročno zanima, kje bi se radi preizkusili, kako bi se radi preizkusili. Zato jim moramo puščati prej omenjeno izbiro in puščati moramo tudi to, da iz določenih dejavnosti, če že se vključijo v njih, izstopijo ali jih zamenjajo. Ja, tako, ja. Mogoče smo zdaj prišla tja, kjer smo začela na opazovanje. Ne? Se pravi, da ali je on tudi zadovoljen in srečen ob tistem, ali smo mi zadovoljni in srečni, zato ker on tja hodi. Tako je, ne da upišemo na 3 stvari, pa pozabimo na to, ne, važno, kdo ga bo tja peljal, pa kdaj. Ampak to je, ker jaz imam tak odnos recimo do pisanja. Ne, to je pa ena stvar, katero pa so me upisali na šport, recimo, pa smo govorili o glasbenih šolah, ampak v to me nihče nikoli ni spodbujal potem, ko so vedeli, da mi paše, ampak da bi me silil, da bi me želel, da to delam. Jaz sem pač bral veliko in potem sem začel pisati svoje pravljice. Starši so bili navdušeni, pa so jih brali, pa smo jih printali, pa tako. In potem sem nekje v srednji šoli to popolnoma nehal, do par let nazaj. In na nek način, bi mogoče mi celo koristil nek pritisk, da bi nekdo rekel, pismo se ti gre, kaj zdaj, ne boš sam igrc igral, ampak na drug način, pa kot ste rekli, ni vedno zahiteti, pa forsirati, pa zdaj pač sem bil 30 namesto 20, ko sem prvo knjigo napisal, ampak mogoče pa ima to tudi neko svojo zgodbo in sem zdaj pa recimo pišem vsak dan. Tako sem se... Ste vi zadovoljni? Ja, sam. To je moja stvar. Ja. In isto to, pa sem hvaležen, koliko je bila knjiga uspešna, pa vse, ampak kot ste rekli, ne greš v to z pričakovanjem ocene pa rezultata. Ampak ker je to en del tebe. In se mi zdi tudi, da imam več prijateljev, ki so glasbeniki, pa imam nekatere, ki so imeli 10-15 let šole, pa pustili ta inštrument, pa nekatere, ki vidiš, da z veliko dušo in veseljem še vedno vadijo sami. Jaz se tukaj vprašanje, so slučajno samo zadeli nekaj, kar jim bolj paše, ali je bila vzgoja drugačna. Ampak ta moj otrok je moj projekt, ta pogled. To sem hotel, da še malo mogoče rečemo. Ampak to, kar ste pa rekli, da pa namesto teh samo ocen tudi spodbujamo psihično zdravje otrok, a ste tukaj so kakšne specifične tehnike ali tako globalno ravno to? Ne, to je mišljeno globalno na tej ravni, da ne postavljamo pred njih previsoke cilje oziroma predvsem ne enake cilje pred vse otroke. Otroci so pa tako zelo različni. Če pogledamo, kako se nam je to v šoli malo sfižilo, če smem na ta način reči, da vsi starši pričakujejo in potem se tudi zgodi, da so vsi otroci odlični, pa prav dobri. Včasih so bili pa tudi dobri, pa zadostni. Ampak v resnici se populacijsko, ko se meri njihove intelektualne sposobnosti in druge spoznavne zmožnosti, ni spremenilo v populaciji nič. Ampak postavljeni cilji, zahteve, pritiski so premočni, da se pravzaprav razmišlja že v začetku obveznega izobraževanja, kakšne ocene mora imeti za to, da bo lahko se vpisal tja in tja, ampak se on ne ve, kam se bo vpisal. On nima še izdelane svoje izobraževalne ali pa poklicne poti, to je naša pot. In ob tem pritisku učiti se mora za to, da boš, je to pritisk na psihično zdravje otrok. Razumem. In se bodo oni pravzaprav verjetno na tej poti nekje izgubili in žal morda pokazali celo manj znanja in manj ambicije, kaj bi radi sabo naredili, kot bi jo, če bi ga pustili, da bi po neki svoji poti, ki pravim, ni nujno, da je na vrhu, ni nujno, da je spodaj. Veliko otrok je v sredini in naj po tisti poti hodijo in naj bodo krati tudi psihično zdravi. To je lepo, ja. Otrok ne ve, kaj bo. Otrok ne ve, da bo zdravnik, da bo pravnik, da bo ustavni sodnik. In jaz vem, da ko so me vprašali, to so mi povedali večkrat zgodbo starši, ko so mene vprašali, kaj bom po poklicu, sem rekel, jaz ne bom delal, jaz bom šel na bankomat po denar. To je bilo moje razumevanje sveta. In torej to ne more biti
motivacija za to, da bi se vi bolj učili. Torej to, kar starši zamenjujejo, da če bodo razložili, kaj vse to v življenju pomeni in kako ne bodo konkurenčni, če smo na ta način reči, potem morajo vedeti, da to razlagajo sebi in ne otroku, ki se tamle pri niti 11-12 letih, ko je v svojih pubertetnih letih, ne ukvarja z tem, kaj bo on, ko bo star 25 let, ampak kako pravzaprav skozi ta leta, kako jih pravzaprav izkoristiti, izrabiti, kako živeti v tistem obdobju, ki je seveda zaradi svojih razvojnih značilnosti nekako posebno, drugačno in zahteva tudi večji napor strani vsakega posameznika, ki se znajde v najstniških letih. Pa verjetno, to se mi zdi tako važno, pa tako žalostno, da ni samoumevno neko varno okolje doma, kamor se otrok lahko tudi s stiskami pa z pomisleki vedno vrne in pove karkoli. Ja, ampak ravno to varno okolje v obdobju mladostništva je povezano z varnim okoljem, ki se začne vzpostavljati v obdobju malčka. Če tam gradimo ta varen čustveni odnos, če tam on verjame v odraslo osebo, ki jo bo dobil takrat, ko jo rabi, in če se ne zgodi potem na tej poti kaj posebnega, ko ga razočara v popolnosti, potem se bo on takrat, ko bo rabil pomoč, takrat, ko bo v stiski, vračal nazaj v to družino. Čeprav je njegova referenčna skupina so vrstniki, ne družina, ampak on se bo vračal takrat, ko bo čutil stisko. Zato pravim, to se ne začne graditi, ne vzpostavljajo odnosi takrat, ko nastanejo konflikti, ko nastanejo stiske, zlasti v teh najstniških, pubertetniških letih, ampak na začetku. Milan Jesih ima en zelo lep sonet o enemu, ki gre v naravo v bistvu in se tam napije in nekako umakne. In potem zaključi ga zamišljen in pijan, dolg hip miruje, pa gre potem domov vse globje v tuje. In se mi zdi taka pomembna. Mislim, predtem še nekako opiše, kako je tam svež kruh, pa razpeluje v kotu, pa oče je vesel, pa mama se smeje, vse je krasno, ampak on gre pač domov nekako, ker mora. Ne niti po neki. Jaz bi vas vprašal za konec še, mogoče, že na začetku sva omenila, kako fino je, če si starš kaj prebere ali pa kaj posluša, za kakšno priporočilo mogoče teh knjig in tečajev je ogromno, kaj mogoče za, ne vem, či začetne starše, ki bojo prvič postali starši, ali pa za malčke, male otroke, vzgoja, razvoj, ko sva rekla, ne znanstveno, bolj strokovno. Ja, jaz bom pravzaprav zdaj težko vam naštela konkretna priporočila. Res je tudi to, kar vi pravite, da se tega zdaj veliko najde v digitalni obliki. Jaz bi bolj priporočila staršem, da pogledajo, kdo je to napisal ali pa kdo je to rekel. Torej, to danes se do vseh podatkov da pride in če so to osebe, ki se s tem ukvarjajo, ki imajo reference z tega področja, potem naj to le bere. Potem je to vseeno, ali je to objavljeno na internetu, ali je to objavljeno v reviji tej ali oni, v knjigi, ki jih je tudi kar veliko z tega področja v slovenščini, strokovnih knjig. Torej, pomembno je, da se na nek način zaščitijo, kdo je avtor besedila. Torej, v taki poplavi, ki jo zdaj beležimo, je po moje to največja zaščita za to, da bomo jemali te informacije, te posredovana dejstva, kot bolj veljavna in kot bolj zanesljiva, kot bi jih sicer, če pač to piše nekdo, ki se na te stvari ne spozna ali pa jih saj zanesljivo ni študiral oziroma se z njimi ukvarjal. To je pa zelo, zelo dober odgovor na to vprašanje in se mi zdi tudi krasen, tako neka stvar, ki jo lahko razširva na zdravstvo, prehrano, mislim na praktično vse danes. Posod je tega veliko, zlasti tega, kar se nekako na nek način tako ali drugače dotika vzgoje in zdravja. To sta pravzaprav najbolj pogosto obravnavani temi, in zato je treba si vzeti čas in pobrskati, da pridemo do pravih. Piše in kaj je tudi njegov motiv mogoče, kaj prodaja ali hoče izobraževati.
Tako da tudi se mi zdi tak fantastičen zaključek za pogovor. In še enkrat najlepša hvala. Z veseljem sem tole, upam, da izkoristil vse vaše znanje in bom tudi z veseljem še kdaj poslušal in ne dvomim, da bo komu res naredil pozitivne spremembe, pa tudi posledično pol pri njihovih otrocih. Tako da res hvala. Hvala tudi za povabilo. Ja. In upajmo, da naj jo kdo sliši. To sem pa prepričan in sem že zdaj hvaležen tudi vsakmu poslušalcu, seveda, pa se potem vidimo naslednji mesec.